Lepo pozdravljeni. Po četrtkovi odpravi omejitev gibanja na občine so s tem tednom v okviru rahljanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa znova dovoljene nekatere dejavnosti. Med drugim strežba na terasah in vrtovih gostinskih lokalov, odprte so se knjižnice, muzeji in določene trgovine. Spet obratujejo tudi frizerski saloni. Kljub temu, da število novo okuženih v zadnjem obdobju pada, pristojni opozarjajo, da pravila, ki zapovedujejo nošenje mask v zaprtih prostorih in dosledno razkuževanje in umivanje rok, ostajajo v veljavi. Za nami je res uspešen teden. Prvič po 2 mesecih v posameznem dnevu nismo zabeležili nobene nove okužbe. S tem smo dobili dodatno potrditev, da smo v samem vrhu najuspešnejših držav na svetu pri soočanju s tem velikim izzivom. Dobri epidemiološki podatki so nam omogočili, da smo sprostili nekatere ukrepe in zasnovali konkreten načrt za ponoven zagon dejavnosti po državi. Omejitve gibanja med občinami je konec. Odpirajo se trgovine, lokali na prostem, storitvene dejavnosti. Prav tako smo v preteklem tednu sprejeli dopolnila prvega protikorona paketa in celoten drugi protikorona paket. Pripravlja se že 3. sveženj ukrepov, ki bo osredotočen na področje turizma, ter podrobna navodila za ponovno odprtje šol in vrtcev, za zagon zobozdravstva in nekaterih drugih dejavnosti, ki se še ne izvajajo. Ampak vse to pomeni, da se pripravljamo. Ali se bodo vrtci in šole zagnali in kdaj se bodo zagnali, je stvar bližnje prihodnosti. A v preteklem tednu so prišle tudi vesti, ki so razlog za skrb. Ljudje se obračajo na vladni klicni center COVID-19 in opozarjajo, da se preventivni ukrepi ne upoštevajo in izvajajo več tako kot na samem začetku. Preventivni ukrepi še vedno veljajo. Od nas je odvisno, ali bomo pri zajezitvi epidemije še naprej tako uspešni kot do sedaj. Previdnost velja, skupaj zmoremo. Zavedati pa se moramo, da lahko zelo hitro izničimo uspeh, ki smo ga v preteklih 2 mesecih z naporom zgradili. V Nuklearni elektrarni Krško so bili med prvimi, ki so ob začetku epidemije oziroma še pred njo uvedli ukrepe in bodo po besedah vodje proizvodnje Gorazda Pfeifferja eni zadnjih, ki jih bodo sprostili. V teh dneh so jih sicer že nekoliko omilili. V Nuklearni elektrarni Krško so delo prilagodili epidemiji, upoštevajoč priporočila in ukrepe, ki so jih izdale državne inštitucije. So pa ravno v tem tednu pričeli z rahljanjem nekaterih ukrepov. Torej, danes je na elektrarni malo več naših delavcev, tako da sproščamo določena gradbišča in se prilagajamo obstoječim razmeram v državi. Na epidemijo so se pripravili že konec februarja, ko so videli, kaj se dogaja v Italiji. Seveda z ukrepi v marcu smo strogo se osredotočili na to, da obdržimo v karanteni to kritično izmensko osebje, tako imenovano, da ne prihajajo v stik z ostalimi, tako smo spraznili elektrarno z manj pomembnimi funkcijami in na elektrarni so bili zdaj v en mesec pa pol v bistvu samo izmensko osebje, tako imenovano kritično izmensko osebje, vsi ostali smo bili deležni dela od doma. Med drugim so poskrbeli, da je bilo čim manj stikov med zaposlenimi. Naše izmensko osebje je delalo na 12 ur, se pravi, izmene so se predajale na 12 ur, tako obratovalnega osebja, kot tudi osebja varnostnikov, radiološke zaščite, kemije in gasilcev, tako da s tem smo res izločili minimalno število stikov, se pravi, stikov je bilo minimalno število. Kot pojasnjuje Pfeiffer, zaposleni trenutno delajo v 3 ekipah. V vmesnem času je bilo smo imeli popolno karanteno, tako da smo delovali v obratovanju samo z 2 ekipama. No, kasneje smo razbremenili ekipe in so v obratovanju 3 ekipe in to je tudi še danes tako.
Imamo pa namen v sredini maja tudi to razširiti na 4 ekipe. Sproščanje ukrepov bo sicer potekalo zelo počasnim tempom, še dodaja sogovornik. Ti procesi potekajo, obratovalni procesi potekajo normalno. Elektrarna deluje stabilno, na polni moči že od marca naprej in seveda tudi prej, ampak nič drugega se ni spremenilo. Se pravi, imamo samo en kup ukrepov dodatnih, zelo konzervativno postavljenih in počasi to zmanjšujemo te ukrepe, zelo počasi. Bili smo prvi, ko smo te ukrepe uvedli in najbrž bomo zadnji, ko jih bomo sprostili. V Nuklearni elektrarni Krško za letošnje leto nimajo načrtovanega remonta, kar jim je v tem času koristilo, saj so se lahko lažje prilagodili nastalim razmeram. Elektrarna deluje normalno, stabilno in na polni moči. Smo del kritične infrastrukture, tako da na nas veliko računajo tudi ostali in upamo, da bo do naslednjega remonta elektrarna lahko obratovala tako stabilno in na polni moči, kot je do zdaj. Letos načrtujejo proizvesti blizu 6 teravatnih ur električne energije. Konec leta 2019 je občina Krško začela z gradnjo mrliške vežice na pokopališču Stranje v krajevni skupnosti Senovo, katere vrednost znaša nekaj več kot 232 tisoč evrov. V nadaljevanju poglejmo, kako potekajo dela. Mrliško vežico na pokopališču Stranje so dokončali do 3. faze. Sledil je razpis za izvedbo naslednje faze oziroma za dokončanje projekta. Izvajalec je vpeljan v delo in v Krškem računajo, da bo naložba v letošnjem letu dokončana. Gre pa sicer za objekt, ki je popolnoma nov. Zapletalo se je dolga leta zaradi kulturno-varstvenih pogojev. Pač objekt je treba bilo najti neko tako kompromisno rešitev, ki ne bi hkrati kvarila vedute tamkajšnje cerkve, po drugi strani pa, da bi bila funkcionalna in da bi krajani končno dobili ta objekt, ki ga resnično zelo potrebujejo. Vrednost naložbe znaša nekaj več kot 232 tisoč evrov. Torej, moram tukaj se posebej pohvaliti, da gre za soinvestiranje z občino Sevnica. Čeprav je ta objekt na območju občine Krško, je pa tik ob meji s sevniško občino in veliko občanov Sevnice je tudi pokopanih na tem pokopališču in bo prav gotovo ta mrliška vežica koristila tudi njim, tako da gre tukaj za tako zgledno sodelovanje med obema občinama. Kot ocenjuje krški župan, je sodelovanje med posavskimi občinami v zadnjih letih zelo napredovalo. Seveda gre tukaj v glavnem za gradnjo različne infrastrukture, cest predvsem. Seveda tukaj bi jasno rekel, da je pač sodelovanje s sevniško občino, ampak to ni edino. Sodelovali smo tudi z Brežiško, kjer smo zgradili 2 mosta, potem cesto v Podbočju proti kraju Brezovica, ki v veliki meri poteka po brežiški občini in nenazadnje tudi cesto, ki je na meji med Kostanjevico na Krki in občino Krško. Smo tudi en krajši odsek ceste skupaj sofinancirali in zgradili. Sodelovanje med občinami bo na podoben način potekalo tudi v prihodnje. Sodelovanje med občinami poteka tudi pri izgradnji kolesarske infrastrukture. Občina Krško se tu povezuje z občinama Kostanjevica na Krki in Kozje. Sicer pa v krški občini trenutno intenzivneje potekajo dela v sklopu izgradnje kolesarske poti na Senovem. Vrednost celotne naložbe znaša 265 tisoč evrov, od tega je projekt iz evropske kohezijske politike do višine 102 tisoč evrov. V sklopu izgradnje kolesarske poti na Senovem v dolžini 745 metrov trenutno potekajo dela ob državni cesti. Tukaj mogoče v teh časih gre za investicijo, ki morda ni najbolj, udarna, je pa pomembna. Namreč gre za povezavo, ki poteka po stari železniški progi rudnika Senovo, povezuje Brestanico in Senovo in zadnji odsek ceste te kolesarske poti mimo podjetja Papiroti in ob glavni cesti do mostička preko tega Dolškega potoka.
Vrednost celotne investicije je 265 tisoč evrov, od tega je projekt sofinanciran iz evropske kohezijske politike do višine 102 tisoč evrov. Skratka, ta pot bo sedaj povezana in dejansko bomo vzpostavili končno ta koridor, ki ga že dolga leta pravzaprav načrtujemo in ga tudi poskušamo dograditi. S tem bomo dobili celotno povezavo med Krškim in Senovem v dolžini cirka tam nekje 9 km, kar je zelo lepa pridobitev. Mislim, da bo tudi turistično zelo zanimiva in koristna. To sicer ni edina kolesarska pot, ki jo v občini Krško trenutno urejajo. Sodelujemo tudi s občino Kostanjevica na projektu, ki je sicer financiran z Evropske unije, gre za povezavo med občino Krško in občino Kostanjevica. Vrednost tega projekta je cirka 5 milijonov evrov in pa smo tudi partner v projektu povezave Brestanice oziroma Anš preko Koprivnice in Kozjega. Tukaj je sicer glavni financer investitor je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, mi pa smo sofinancer pri tem projektu. V sklopu omenjene naložbe načrtujejo izgradnjo 19 km kolesarskih povezav, od tega 13 km v občini Krško in 6 km v občini Kozje. Kar nekaj teh kolesarskih poti bo povečalo omrežje kolesarsko, kar bo zelo dobrodošlo pri razvoju tega kolesarskega športa ali pa rekreacije, kar se tudi zdaj v teh časih, ko je nekoliko več potreb po rekreaciji, se tudi zelo dobro vidi in pa so potrebe čedalje bolj povečane in so tudi naglašene. Člani projekta Most tudi v tem času pomagajo uporabnikom na terenu. Organizirano imajo redno dostavo pripravljenih toplih obrokov in nabavo nujnih življenjskih potrebščin, kot so živila in zdravila. Pri projektu Most ugotavljajo, da njihovi uporabniki najbolj potrebujejo družbo, pogovor ter dajanje občutka varnosti, da le niso čisto sami. Člani projekta Most tudi v tem času pomagate uporabnikom na terenu. Kako ste organizirali delo? Torej tako. V bistvu še vedno imamo telefonsko številko, klicno telefonsko številko za občane v stiski. Aktualno se pravi nekako vsi izvajalci Mosta, razen tehnikov zdravstvene nege, dežurajo tudi med prazniki in med vikendi na tem telefonu, da v bistvu nudijo lahko psihosocialno pomoč uporabnikom, občanom v stiski, še posebej starejšim, ki so v tem trenutku tudi še posebej, bom rekla, v stiskah, ki ne vejo, ki ne poznajo, ki težje spremljajo novosti tudi na področju ukrepov, ki so, se pravi, tudi temu rahljanju, ki je zdaj v teku. Tako da kar nekaj klicev prejmemo tega področja, da sprašujejo, kaj lahko, kaj ne, na kakšen način. Obenem pa tudi pomagajo v bistvu organizirati kakšno trgovino, plačilo položnic, organizacijo dodatnih pomoči. Skratka, nekako nudijo pomoč v različnih oblikah stisk, ki se izražajo skozi te telefonske klice. Tehniki zdravstvene nege pa še vedno izvajajo vse tisto, kar smo prej, oziroma pa če res tiste najnujnejše, ne čist kompleten obseg, ampak tisto, kar je zdaj, to se niti ni toliko zmanjšalo, zaradi tega, ker so že prej v bistvu tehniki vstopali tam, kjer so bile bolj specifične situacije zdravstvene, kjer je bila bolj zahtevna zdravstvena nega. Je pa nekoliko manj teh oseb iz razloga, ker so svojci pač tudi zdaj opravljali v večini delo od doma, bili doma na čakanju in so lahko v bistvu tudi oni v celoti oziroma bolj poskrbeli za svoje družinske člane. No, ampak uporabniki so vseeno preskrbljeni tudi v teh razmerah. Ja. Nobenemu, kater bi potreboval pomoč, seveda ta pomoč ni bila odvzeta ali na kakršenkoli način omejena, razen v tistem delu, kjer smo skupaj ugotavljali, kaj kdo sam zmore oziroma kje mu bodo lahko ali pa mu pomagajo svojci zaradi teh spremenjenih okoliščin tam, kjer oseba ni imela svojcev, ali pa so bili svojci po službah, ali pa niso pač zmogli sami, smo vse skozi nudili pomoč. Tudi novi, ki so se pojavili, jim nismo odrekli pomoči, če smo ugotovili, da je pomoč nujna, da je več kot potrebno. Tako da
samo izvajanje pomoči na mostu in, bom rekla, na pomoči na domu je delovalo tam, kjer so osebe potrebovale pomoč. Koliko je sicer uporabnikov in ali je število naraslo v tem času? Zdaj tako, zelo niha. Lahko mogoče povem, da glede na to, da sem vodja na pomoči na domu, tako kot vodja projekta, imamo, bom rekla, na pomoči na domu in na projektu nihanja. Se pravi, nekaj nam jih odhaja v bolnišnico zaradi nekih kroničnih obolenj, ki jih tudi že tako spremljajo ves čas, pa se nam vračajo, nekaj imamo novih, seveda nekaj jih tudi pač se poslovi. Tako da nekako številke, bom rekla, so kar tu, koliko jih nekako novih pride, mogoče imamo odliva, tako da nekako niha, od 20 do 25 uporabnikov je pri tehnikih, s tem, da, ne vem, kineziolog, koordinatorca, delovna terapevtka, socialna delavka ves čas opravljajo tudi klice tistim uporabnikom, ki so bili vključeni predtem v te, bom rekla, aktivnosti ohranjanja za samostojnost, se pravi te storitve, ki sem jih navedla, kineziologija, delovna terapija in tako naprej, in preverjajo, kakšna je situacija in opravijo po potrebi tudi kakšen nujni obisk, se pravi, ne vem, če nam nekdo pride iz zdravilišča, bo še vedno delovna terapevtka šla preveriti, ali je v redu doma poskrbljeno, pomagamo še vedno nabaviti tudi, če je potrebno, kakšne bolniške postle, zorganizirati v bistvu in prevoz in montažo in tako naprej. Tako da na nek način poskušamo še vedno res tam, kjer je nujno to omogočiti. Tako da same številke, tako kot sem rekla, od 20 do 25 je nekje uporabnikov, ki jih oskrbujejo tehniki zdravstvene nege, potem pa še dodatno pač ti, ki jih na mestu bi pa težko zdaj o neki številki govorila. Narašča tudi potreba po psihosocialni pomoči, to ste že omenili, ne? Absolutno, seveda. Zelo so hvaležni, ki jih pokličemo. Dejstvo je, da je pogovor tisto, kar ljudje rabimo, še posebej zdaj, ko so, bom rekla, fizični stiki v takšni meri omejeni, tako da tudi sama sem klicala naše uporabnike pomoči na domu in zaznala v bistvu res to eno stisko in hvaležnost ob tem, da smo se spomnili na njih, da jih nismo pozabili, da nas zanima, kako je z njimi in že to se mi zdi včasih, da je dovolj, da se nekako počutijo bolj varne, tudi če nismo v dnevnem stiku z njimi. Tudi iz vidika enotne vstopne točke, ki seveda teče, mogoče malo okrnjeno še vedno opravijo strokovne delavke, se pravi diplomirana medicinska sestra, fizioterapeutka, delovna terapeutka, obiske na domu v nekih nujnih situacijah, ko se soočamo z odpusti iz bolnišnic ali zdravilišč, da preverijo situacijo, da preverijo, kaj je tisto, kar oseba nujno potrebuje in da čim prej nekako zorganiziramo to pomoč. Tudi koordinatorka pomoči, se pravi koordinatorka dolgotrajne oskrbe, je ves čas na terenu, kolikor pač je nujno. Načeloma pa mogoče le to, da bomo počasi po praznikih tudi mi začeli oziroma poskušali nekako stvari spraviti v neke normalne, bolj redne tire, tako da bomo že v naslednjem tednu začeli klicati, preverjati in počasi vzpostavljali službo nazaj nekako po seveda smernicah in z vso potrebno zaščito, ki je še vedno nekako odrejena v državi. Tako da vse storitve, vse izvajanje, ki se opravlja, naj bo to v okviru enotne vstopne točke, koordiniranja ali izvajanja ostalih pomoči, ki jih izvajajo, se pravi tečejo v koraku z ukrepi in smernicami, ki jih država daje in NIJZ in za vso zaščitno opremo, ki jo pač potrebujemo, tako da res je poskrbljeno za varnost in primeren pristop vseh naših občanov, katere oskrbujemo. V boju z različnimi okužbami in obolenji nam bo pomagal okrepljen imunski sistem. Gre za kompleksno tkivo, ki prepoznava in uničuje mikrobe, kot so virusi in bakterije. Krepimo ga z ustrezno in uravnoteženo prehrano, rednim in zmernim gibanjem ter kakovostnim spancem. Kako je pri krepitvi imunskega sistema učinkovita konoplja oziroma njene učinkovine? Pogovarjali smo se z Jankom Pircem.
Janko Pirc se je s konopljo začel ukvarjati pred 9 leti, ko je z njeno pomočjo želel lajšati bolečine svoji tedanji partnerki, ki je zbolela za multiplo sklerozo, in pomagati sinu s sladkorno boleznijo. Ja, zdaj s konopljo se ukvarjam v bistvu od 2011. leta. Zdaj zadnja leta, zadnjih 4-5 let, dosti bolj intenzivno. Sem da moram poudariti, da samo učenje poteka vsak dan. Danes konopljo prideluje in predeluje. Imamo lastno proizvodno, imamo lastne sušilnice, tudi pobiramo lasten kombajn. Njive nekaj imamo lastnih, nekaj imamo v najemu, ampak stremimo za tem, da je vse ekološko oziroma da je vse čisto. Zdaj s konopljo pomaga drugim. 70-80% pride do nas rakavih bolnikov. Ogromno pride k nam oseb po cepljenju, otroci. Nam je uspelo, da je šlo 6 izdelkov na recept. V boju z različnimi okužbami in obolenji nam bo pomagal okrepljen imunski sistem, poudarja Pirc. Mi imamo svoj lasten endokanabinoidni sistem. In takrat, ko vse normalno telo funkcionira, v bistvu mi s svojim lastnim endokanabinoidnim sistemom ščitimo celice. Celice imajo okoli sebe receptorje. In na te receptorje se vežejo naši lastni kanabinoidi, se pravi endokanabinoidi. Vkolikor mi pridemo, oziroma v momentu, ko mi pademo pod stres, ko začnete kortizol pa adrenalin delati, se ustvari blokada in naši lastni kanabinoidi takrat ne morejo delati. V bistvu jih kortizol oziroma eksofunkcija slinavke jih uničuje. Z dovajanjem fitokanabinoidov, se pravi rastlinskih kanabinoidov, pa mi vzdržujemo to neko stanje zaščite naših celic. Se pravi, če je celica obdana, ki je obdana z receptorji in da je obdana tudi s kanabinoidi, se pravi, da so te receptorji popolni in da je celica zaščitena, bo celica, tkivo, organ, telo bo normalno funkcioniralo, se pravi, bo v nekem balansu. Ne glede na vse skupaj, kar se nam odzunaj dogaja. Zato kanabinoidi nimajo nič druga kot funkcijo zaščite celice za njeno normalno delovanje. Delujejo tudi protivnetno, ja. Delujejo, ne vem, nekateri umirjajo, so protibolečinski. Nekateri se vežejo na receptorje za obnovo samega mylinga, se pravi živčnega sistema. Različni receptorji oziroma različni kanabinoidi imajo različne vloge. Najbolj znana, proučena in tudi v medicini uporabljena kanabinoida sta THC in CBD. A kot pojasnjuje Pirc, ima konoplja več kot 140 kanabinoidov in najbolje delujejo izvlečki iz celotne rastline, saj skupaj delujejo sinergijsko. To so poimenovali entourage efekt. Ampak tle niso samo kanabinoidi, tle so pomembni tudi terpeni, flavonoidi in klorofil kot taki v rastlini. Se pravi, poskušati potegniti iz celotne rastline optimalno sestavo, ki jo ona kot tako ponuje, in to dovajati v telo. Pirc ob tem še dodaja. V bistvu konoplja sama kot taka ne zdravi, da konoplja zgolj pomaga telesu, da se lahko samo pozdravi. V Sloveniji je od leta 2017 omogočena uporaba konoplje v medicinske namene, a sodelovanje z zdravstveno stroko zaenkrat še ni takšno, kot bi si želeli, še dodaja sogovornik. 1. maj ni le praznik dela, 1. maj je tudi dan, na katerega skoraj vse slovenske godbe igrajo budnico. Prvomajska budnica je tradicija pihalnega orkestra Krško. Tradicija, ki so jo letos zaradi ukrepov in navodil na državni ravni žal prekinili. A to orkestra vseeno ni ustavilo, zato so pripravili virtualno budnico.
Letošnja prvomajska budnica je v občini Krško potekala drugače, kot smo bili vajeni doslej. Tradicijo ste letos zaradi znanih razlogov morali prekiniti. Kljub temu ste godbeniki pripravili virtualno budnico. Tako je. V bistvu je nastala ta ideja en teden nazaj. Namreč zdaj je to obdobje, ko se povezujemo z ljudmi preko Skypa, preko Zooma. In tako smo dobili tudi to idejo, da se povežemo godbeniki med sabo in probamo obiskati ljudi ravno na ta način. Hvala Bogu, smo se obrnili na pravo osebo in je ta ideja hitro obrodila sadove. Nataša Šerbec, predsednica krajevne skupnosti mesta Krško, je takoj pristopila k tej ideji in nam pomagala v povezavi z mediji, se povezati z mediji. Tako da smo v tem preteklem tednu smo v bistvu delali praktično samo še na tem. Izbrskali smo razne slike oziroma fotografije in pa videe iz preteklih let. Hvala Bogu, imamo pač zelo bogat arhiv v našem orkestru, tako da smo pobrskali vse, kar se je kadarkoli dogajalo v okviru budence in smo videli, da lahko izvedemo kaj takega. Potem smo mogli še se pozanimati, kdo od godbenikov je pripravljen, da se ga vidi tudi takole prek televizije. In smo v bistvu, posneli smo potem, smo se povezali preko Zooma, kontaktirali smo tudi ljudi naokrog, kamor ponavadi tudi zahajamo vsako leto. V Leskovcu pri Krškem smo se povezali z gospodom Edom Komočarjem, podžupanjo Nušo Somrak, potem z Janezom Kerinom, predsednikom Kulturnega društva Leskovec pri Krškem. Kot vsako leto smo šli tudi do župana, se povezali z družino Sotošek, s katerimi konstantno sodelujemo. Letos smo naredili tudi eno izjemo, namreč po tam nekje 30 letih po moje, pa 40 že, smo se zopet povezali s Pihalnim orkestrom Senovo in na tem smo zelo navdušeni, da lahko izvedemo to budnico, to virtualno budnico z njimi. Tako da se nam je pridružila tudi Maša Žveglič, dirigentka Pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo. Pridružil se nam je tudi evropski poslanec Franc Bogovič, ki je doma iz Koprivnice, tako da smo vedeli, zakaj smo njega povabili, da mu pač tako kot njemu in vsem Senovčanom zaigra pihalni orkester, domači pihalni orkester. Potem pa seveda smo še se povezali z krajani Leskovca to sem že povedala, Dolenje vasi, gore, zdolj, z vsakim smo majčkeno pokramljali, malo obujali spomine in vsakmu smo seveda potem tudi na koncu zaigrali. Tako da nekako tako je vse skupaj potekalo in zelo sem vesela, da nam je pač to uspelo v tako kratkem času. Bilo je kar v bistvu veliko povezovanja, veliko dela, ampak nam je ratalo. Virtualno ste se sprehodili po krških ulicah in obujali spomine z občani. Tako. Začeli smo, tako kot vsako leto, smo začeli na Resi in smo tudi prikazali, kako je takrat ob 3:30 zjutraj, ko mi hodimo. Ponavadi nas ljudje spremljajo tako skozi okno. Tokrat smo jih popeljali prav noter v orkester. Tako da upam, da bo zdaj to neka nova priložnost, da vidijo, kako se mi takrat počutimo, ko hodimo. Kako je bilo sicer z organizacijo tega projekta? Tu so vam pomagali tudi iz krajevne skupnosti mesta Krško. Ja, tako. V petek, prejšnji petek, to pomeni samo en teden nazaj, smo poklicali Natašo Šerbec in se mi na kratko obrazložila, Nataša, jaz bi pa rada, da tole izvedemo. Vse sem ji povedala, povezali bi se prek Zooma in potem bi predvajali posnetke. Kaj praviš? In je bila ful navdušena, je rekla, vse, kar rabiš, sam povej, bomo to naredili. In res v 1 uri je kontaktirala vse vas medije in smo videli, da je pač zelo močna podpora bila.
Tako da res, brez nje sigurno ne bi pač uspeli narediti te budnice v takem obsegu, kakor smo jo. Kako pa sicer občani dojemajo in sprejemajo prvomajsko budnico? Tako bom rekla, pač v Krškem smo res zelo zgodni, tako da le redko kdo si upa, da bi prišel recimo ob 4 ali pa ob 5 zjutraj na ulico pa nas pozdravil, nas pa spremljajo skozi okna, velikokrat recimo v Starem Krškem predvsem, kjer so pač hiše majčkeno bližje, vidimo razne občane, kako nam mahajo ali ploskajo. Čeprav nas pa že takoj zgodaj jutri nas pozdravijo že na Papirniški ulici, tam imamo tudi ponovadi že ob 4 zjutraj imamo prvo kavo. Goran Šalamon nas vedno lepo postreže. Potem pa šele v Leskovcu pri Krškem, ko gremo k gospodu Komočarju, tam se mačkan pokrepčamo tudi s kakšnim kratkim. Tako da ja, ob 6 smo pa že prvi papu. Potem, ko pa hodimo v bistvu v razne kraje, na Zdolah ali na gori, tam se pa že zbere malo več ljudi, ker tam smo pa že potem po 6 uri in nas vedno zelo lepo sprejmejo, kamorkoli pridemo, vedno lepo jemo, pijemo, tako da ja, luštno je vedno. In koliko vaših članov je letos sodelovalo pri pripravi tega projekta? Tako prav, da smo se združili v klepet, ni nas moglo biti tudi kaj preveč veliko, zaradi tega, ker je pač le, da se nas majčkeno vidi. Mislim, da na koncu nas je bilo tam nekje 15 godbenikov, ki smo sodelovali pri tem, tako da ja, manj kot ponovadi na budnici, ampak... No, to je zagotovo bila neka nova izkušnja, česa podobnega v svoji dolgoletni zgodovini najbrž niste doživeli, pa je bila budnica kdaj odpovedana? Mislim, da je bilo eno leto prekinjeno. Jaz se točno ne spomnim tega, ker mene še ni bilo takrat. Mislim, da je bilo v menjavi, ko smo se osamosvojili. Mislim, da je bilo nekaj takega, da je pač ena budnica odpadla. Ne, drugače pa vse od začetka obstoja orkestra, vsako leto hodimo in igramo. Letos nam je pa pač to zagodlo. Drugo leto se pa spet vrnemo. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in vabljeni k ogledu Posavskega tednika tudi prihodnji torek. Nasvidenje.